Olimpija in Gorica sta odigrali 22. medsebojno prvenstveno tekmo, 11. v Stožicah, od koder so se novogoriški nogometaši zadnjih 5 tekem vrnili brez poraza. Olimpija sicer Gorice ni premagala na zadnjih 6 medsebojnih tekmah. Zadnja zmaga Olimpije sega v 30. september 2012, ko je slavila v športnem parku z 1:0. Zadnja zmaga v Stožicah pa iz 31. julija 2011, ko je bilo v Stožicah 2:1. Olimpija sicer dobro začela letošnjo sezono s 3 zmagami na 3 odigranih prvenstvenih srečanjih. Goričani so šele v 5. krogu priigrali prve točke z zmago proti Radomljam, hkrati so bili poraženi na evropskem prizorišču. Po pričakovanju je Olimpija začela ofenzivno, želela je hitro doseči zadetek, Šporar je prvi poskusil, vendar pa Simčiča ni uspel premagati. V 14. minuti tudi prvi resnejši poskus novogoriških nogometašov, z razdalje je poskusil Amedej Vetrih, Šeliga je žogo dotaknil in jo odbil v prvi kot za Goričane. V prvem polčasu so Goričani izvedli 3 udarce iz kota, Olimpija nobenega, toda bila je nevarna tudi v tejle akciji, ko je Šporar najprej poskusil, Simčič je žogo kratko odbil, potem pa povratna žoga Šporarja, Omladič pa iz ugodne pozicije preko gola. Zagotovo najlepša akcija Olimpije v prvem polčasu, toda Goričani so priigrali še lepšo priložnost, Širok je takole podal in nazadnje Žigon z atraktivnimi škaricami, Šeliga je žogo odbil v kot. Vsekakor akcija, ki jo velja pogledati še enkrat, zelo atraktivna poteza, toda nazadnje brez spremembe rezultata. Brez spremembe izida tudi v 43. minuti po podaju Omladiča, poskusil je Šporar z glavo, toda streljal mimo gola. No, na to pa še priložnost Luke Majcna, ki je takore prodrl kazenski prostor, iz težke pozicije pa ni bil nevaren za vratarja Šeligo. No, potem pa situacija iz sodniškega dodatka, takole sta Pasqualini in pa Šporar trčila v kazenskem prostoru. Sodnik Vinčič je najprej dosodil najstrožjo kazen, potem pa v sodelovanju s svojimi pomočniki spremenil odločitev in dosodil prosti strel za goriške nogometaše. S to situacijo, ki je nekoliko razburkala strasti, se je tudi končal prvi polčas, torej brez zadetkov, 0:0. V drugem delu je Olimpija prevladovala v vseh elementih igre, Goričani so prežali predvsem na protinapade, Olimpija pa, kot rečeno, nevarna tudi iz kontinuiranih napadov. Takole je najprej poskusil Šporar, vendar tokrat ni bil pri strelu, ponovno preko gola. Spet daljši napad Olimpije v 58. minuti po podaji iz kota in nazadnje poskus nekdanjega goriškega nogometaša v zelenem dresu Rodiča, ki ni bil dovolj natančen. Omladič je poskusil z močnim strelom z razdalje. To je bila akcija, ko se je moral ponovno potruditi Vasja Simčič. Dobro se je izkazal na vratih in žogo odbil v kot za Ljubljančane. V drugem polčasu so bili Ljubljančani tudi v tem elementu malce bolj nevarni. Tule še en udarec, nekaj težav sicer za Simčiča in nazadnje odbita žoga ponovno je poskusil Omladič. No in smo že proti zaključku tekme in sicer v 83. minuti, ko so Goričani šele prišli do prvega resnejšega poskusa v drugem polčasu. Rezervist Sandi Arčon je bil nevaren, takole pa so Ljubljančani želeli priti do zmagovitega gola. Žogo je podaljšal kazenski prostor Burgič, nazadnje poskus Šporarja, toda brez uspeha in nazadnje 93. minuta, ko bi Goričani lahko priigrali zmagoviti zadetek. Sandi Arčon je sprožil, toda Šeliga se je odlično izkazal in preprečil zmagoslavje Goričanom, ki bi s tem zadetkom zagotovo priigrali zmago, na to pa je na koncu zmanjkalo časa za nove strele proti vratom in tekma se je končala z 0:0, torej še 6. tekmo zapored v Stožicah so Novogoričani odločili z neodločenim rezultatom in torej ostajajo nepremagani. Osnovni cilj pred tekmo je bila prav gotova zmaga, ker smo bili v rezultatskem minusu in morali smo dobiti te točke. Žal na koncu smo imeli takšne priložnosti, katere se ne sme več ponoviti, da bi jih zrešili. Lahko pa smo ponosni, da smo delovali kot ekipa, kar to nas najbolj ni krasilo v prvem delu in zato menim, da smo lahko zadovoljni z svojo eno točko, ki je popolnoma zaslužena. Imeli smo terensko premoč, mogoče priložnosti ni bilo toliko veliko. Tiste 2-3 bi mogli izkoristiti, žal tokrat nam ni šlo. Moram poudariti, da je bila Gorica zelo disciplinirana in se smo imeli probleme jih prebiti, ampak nič. Danes ni šlo, glave gor in čakajo nas nove tekme. Zakaj je ravno proti Gorici toliko težav tu v Stožicah? Kaj pa vem, videli se, da so dobro
pripravljeni na nas, res so dobro stali. No. Smo mi imeli posest, ampak smo bolj kot ne držali to žogo na sredini igrišča. Kolikor smo prišli do njihovih 30 metrov, so bili zelo agresivni in smo imeli zelo velike težave. To je bila danes tehnica na njihovi strani, da so res zelo dobro delali obrambne naloge. Olimpija ima kvalitetne igralce, kvalitetno klop, to je pokazala. Mi smo se nekoliko zaprli, ker drugače bi lahko bili kaznovani. Z proti napadi pa smo imeli več na koncu priložnosti kot je Olimpija in bi lahko tudi tekmo zmagali.